Karmen Bezget, danes v oddaji Klepet ob kavi o tem, kaj vedo ženske o moški seksualnosti. Govorili bomo o penisih, čeprav se je v teh dnevih veliko govorilo o jajčkah, velikonočnih jajčkah. Danes pa je tudi svetovni dan avtizma. Govorili bomo o avtizmu, o novih raziskavah in o tem, da je avtizem ozdravljiva bolezen. Praznujemo pa danes še en dan, in sicer Mednarodni dan knjig za otroke. Tokrat o sporočilu iz druge galaksije. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Naše gostje smo spraševali, kaj one mislijo. Kdaj je ženska zapeljiva? Zapeljiva je takrat, kadar se dobro počuti v svoji koži. Kadar je odpočita, zadovoljna, vesela in kadar ona tudi zna najti majhne stvari, ki jo razveselijo in dajo neko dopolnjevanje, veselje. Jaz mislim, da to tisto, kar odraža nekakšno zadovoljstvo ljudi. Zapeljiva? Kadar je srečna. Srečna je pa, kadar je notranje mirna, gotova in kadar je ozemljena, prizemljena in hkrati kot drevo razširjena v nebo. Je v bistvu takrat, ko je najbolj naravna, ko je dejansko to, kar je v svoji osnovi. Dostikrat danes ženske želijo biti nekaj, kar niso in dejansko se trudijo biti, ne vem, bolj plastične, bolj se prilagajati drugim moškim in tako dalje in pri tem izgubijo to čarobnost, ki jo ženska nosi v sebi. Danes bomo govorili o zapeljivi ženski, o zapeljivem moškemu. Govorili bomo o, se veste, velikonočni ponedeljek je, veliko se govori o jajcih, mi bomo pa danes govorili o penisu. In nasplošno o spolnosti. Mnogo žensk namreč spolnost dojema kot neko obveznost, kot nekaj, kar pač morajo vsake toliko časa storiti, zato da zadržijo svojega moškega, oziroma da jim po domače povedano ne teži več in da si ne rabijo zmišljati, da jih pa ravno danes boli glava. Spolnost je užitek, je kreacija, je mnogo več in to ženske uči. Tudi Karmen Bezget danes prihaja v našo družbo iz Akademije za ženske, Females Academy in evo jo, kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Wow, Karmen. Dobrodošla, zdravo. Kako dobro ti izgledaš. Ja, hvala enako. Hvala, ker si opazila, ampak med nama je več kot 5 let razlike, ne? Skoraj po 20. 20 let med nama, no, ja. Jaz sam upam, da bom tukaj dobro izgledala, kaj ti čez 20 let. Boš. Evo, izvoli. Je tvoj nasvet za tako dober izgled, vitalnost in vse ostalo en orgazem na dan od žene zdravnika stran? Ja, Jasmina, to bi lahko zdaj že po dolgem času ti meni odgovorila po praksi. Ja, jaz bi rekla, da ja. Ampak ni pa vsak dan. Ni pa vsak dan. Bo pa zdaj naprej vsak dan, ne? Ja, ampak vedno bolj pa dojemam, da je dejansko to res zdravilo, da se dejansko zdraviš s tem. In tudi, se je zdaj, kdaj bo delavnica z jajčki? Prvi teden aprila, mislim, da 7. aprila, soboto, ja. Tako, ja, se že veselim, sem dobila tudi že na mail potrditev. O, super. Tako da jajčko imam že tudi pripravljeno. Ampak danes smo rekli, da bomo tudi malce o penisu govorili. Jaz sem ugotovila, da se veliko, mislim, ne vem, ampak meni je to mogoče čudno, ampak veliko žensk se tega penisa kar malo boji. Ja, res je. Zdaj, kar je zelo zanimivo, kar je zelo pomembno je to, da ženske, ko smo se že velikokrat pogovarjali, poleg tega, da poznajo sebe, svojo spolnost, svoja rodila, da tudi poznajo moške. To je zelo pomembno in seveda prva stvar je tista, kar je po eni strani pri moških magnet, po drugi strani pa se tega zelo ženske bojijo. To se tudi vidijo slabe izkušnje, to se vidijo na delavnicah, ki niso samo odraz
situacije, ki so imele zdaj, ampak sama tudi veš, koliko je tega, kar smo dejansko podedovali gensko od naših prednic. In zato je zelo, zelo pomembno, da res ženskam predstavimo moške in moški penis in značilnost njegovega organa, značilnost, da bo tudi razumela, zakaj se moški na nek način tudi tako delujejo in da bodo tudi razumele ne le sebe, ampak svojega partnerja, svojega otroka, svoje starše, tudi svoje sodelavce, in da si bodo znali narediti življenje bolj kvalitetno sebi in potem pa seveda tudi partnerju, če bodo želele, in pa svoje družini. Karmen, a sem bila preveč surova in ostra na začetku, ko sem rekla, da veliko žensk dojema spolnost kot obvezo? Ne, to je resnica. To je resnica, to se kaže tudi na delavnicah, tako kot sem rekla, in vzrok pa je v tem, ko smo že velikokrat govorili v modernem stresnem življenju, ko ženske dejansko zgubljamo to, kar želimo, tisto privlačno, se pravi tisti magnetizem, ki izhaja od tukaj noter, od spolne energije, kot sama veš, ko stokrat ponavljamo, da je to temelj vsake naše celice. In stvar je pa v tem, da je pa moški penis za žensko nožnico idealno ustvarjen. Seveda je potrebno vedeti tukaj ena osnovna pravila oziroma ene osnovne zakonitosti, ki po eni strani ženske lahko dajo, kako narečemo, raj oziroma je lahko to klinika vitalnosti, lepote, zdravljenja, po drugi strani pa lahko nepoznavanje tega oziroma to, da prihaja do določenih, kako narečem, težav zaradi tega, žensko terja veliko zdravja, lahko tudi, tako smo se pogovarjali z mojo, ko smo imeli tudi prezgodnjo smrt. Ja, pri prostitutkah, to, ko sem tudi napisala, namreč, ko moški prodira skozi oba ringa, oziroma oba prstana, če je ženska, ima plitko nožnico, moški pa velik, Zdaj bom iskrena kot vedno, pri penisih, predvsem moški so zelo navezani in to predstavlja tudi nek njihov ego, v tem smislu več je boljš, pa tak naprej, No, jaz sem pa kot ženska ugotovila, da to sploh ne drži in da sem veliko bolj sproščena med spolnostjo, če govorimo o nekih normalnih velikostih, kakor pa tisti neki ful več, pa wow, pa velik, pa ne vem karkoli, mislim, kako ti gledaš tukaj, ker potem boš penis tudi predstavljal v smislu, kateri del penisa pomeni kateri organ, Ja, tako. Zdaj point ni v tem, kaj jaz mislim, ampak point je v tem, kar jaz se učim od, kaj dejansko daoizem uči, oziroma tao, kakorkoli ga imenujemo. Namreč penis je za v nožnico, se pravi, nožnica je pripravljena za v penis, oziroma obratno, in ne dlje, ne v maternični vrat in ne v maternico. In glede na to, da je ženska nožnica zelo fleksibilna po obsegu, se pravi po širini. Tako, da lahko dejansko tudi pri porodu, da lahko gre skozi njo, da lahko sprejme tudi celega otročka. Medtem ko pa po dolžini pa ni. Maksimalno nekje 2, maksimalno pri ženskah, ko so res dobri kondiciji, ko so elastične, ko imajo trenirano nožnico, 2,5 cm maksimalno. Se pravi, nekje poprečna dolžina nožnice je med 7, 10, maksimalno 12 cm. Govorimo o dolžini kanala vaginalnega, medtem ko pa pri moških, moški je pa tako, da če veš, da moškemu raste dejansko penis, odkar spolno dozori celo življenje. A res? Ja, to kao ušesa? Ja. Pa nos? Ja, se to vidiš potem tudi značilno. Skratka, in moški penis pa je dejansko bolj prožen, v dolžino in v širino. In nekje dolžina penisa je tudi nekje od 7 cm, 15, 20, tudi do 15 cm. In ko zdaj raziskave, mislim, da so 15,000 jih merili, je bilo, mislim, da poprečno okrog 13 cm, poprečna dolžina, obseg pa nekje 11,5, to je poprečna. Zdaj pa kaj je pomembno? Pomembno je to, da ko ima sta ženska in moški spolni odnos. In za moškega je to, da on prodre, se pravi skozi prvi tako imenovani prstan, se pravi, ko pride v nožnico, to je tisti prvi del, in potem nadaljuje po nožničnem kanalu in če je moški penis predolg, bistveno predolg za primerjavi žensko nožnico, potem dejansko predre skozi še drugi prstan, oziroma drugi ring. To pomeni, gre skozi maternični vrat v maternico.
In kaj se zgodi? Zgodi se to, da se to vse skupaj odpre in da ne le, da moški prinese z svojim kontaktom bakterije oziroma to, kar naj ne bi, ker maternični vrat ni za penis, to je nožnica. Po drugi strani se nož odpre in lahko še pride še kasneje okužbe in pa tudi lahko pride do deformacije maternice kasneje. In zato tudi recimo v preteklosti je bilo tako, da so ženske z plitkimi, tudi danes s plitkimi nožnicami zelo priljubljene, sploh prostitutke, in to imajo moški zelo, zelo radi. Zakaj? Ker ko moški prodre skozi, je to njemu val užitka in vzburjenja. In taoizem pa uči, da je prepovedano, da moški penetrira v žensko maternico, se pravi skozi maternični vrat, zato ker se veš, nožnica ima sluznico, nožnica ima vse, kar zaščiti, da se pripravi in da lahko dejansko opravlja svojo nalogo, medtem ko pa maternica pa ima drugo nalogo. Ampak moški to zelo, zelo, zelo vzburja. In v tistem navalu, orgazmičnem, oni dejansko si želijo še več. In to je potem po eni strani tudi res vzrok velikih bolezni, ker se kanal odpre in potem pomeni, da lahko pride vse not, kaj ne sme. Ja, to je tisto, kar je zelo dobro, da dejansko ženske poznajo svojega partnerja. Ampak zdaj se še bolj bojim penisov, kot prej. Ne, Jasmina, zdaj pomembno je to, da tudi ti poznaš svojo nožnico, a ne? In zdaj point je v tem, da če sta ženski penis pa moška vagina tako imenovano popolna, to pomeni, da ženska nožnica se lahko še malo razširi in potem, ko v stanju erekcije, ko se poklopita na točke, refleksne točke, takrat dejansko postane to res klinika. Se pravi, penis in vagina imata refleksne točke? Ja, tako je, to je zelo pomembne, zelo, kako rečem, aktivne in pa zelo močne refleksna področja, s pomočjo, ker se ob dotiku aktivira regeneracija notranjih organov. In ko se to dvoje poklopi, takrat poteka dvojna regeneracija in moške in ženske, se pravi oba para. In zato je potem dejansko tudi spolnost tista, katera je ne samo vir razmnoževanja, se pravi nasledstva, otrok in tako dalje, ampak je poleg tega, da je osnova vitalnosti in zdravja, takrat se tudi par se dosti bolj povežeta, se združita v eno in s tem poglobita svojo vezo, poglobita svoj odnos in dejansko vemo, da če je dober odnos, takrat to je tudi temelj družine in tista osnovna celica družbe, kar je dan danes. Bi lahko rekla, da so tudi otroci bolj kvalitetni, če so bili spočeti v odnosu, ki je bil zares predan, ljubeč, orgazmičen za oba dva, ne samo za njega, da je tukaj razlika, kakor pa, ne vem, nek otrok je posledica nekega posilstva, recimo. Ja, takole je, daoizem daje velik poudarek na trenutku spočetja. Zakaj? Zato, ker se vemo, da ena stvar je tisto, kar celice, ko se celice združajo, je po eni strani genetika staršev, obeh, enega in drugega, pomeni združitev obeh je otrok, ampak kaj je najbolj pomembno, je to, kar si že omenila, pomembno je, da je dejansko takrat v trenutku spočetja ogromno orgazmične spolne energije. Zakaj? Zato orgazmična energija, ko smo že govorili velikokrat, je dejansko skupek najboljše energije vseh organov, vseh žlez, seveda ljubeče vibracije in pa svoje spolne energije. Se pravi, vse najboljše od najboljšega. Vse najboljše. In to je tista prva energija, katera dejansko stopi v celico in spodbudi proces. In pa, kar je kot druga stvar pa je to, da je to pomembno zato, tako ko govorijo, da tista energija, se pravi, bolj kot orgazmična, več kot energije, boljšo ta imenuje inteligentno energijo, se pravi predrojstveno, prenatalno energijo oziroma eni govorijo tudi duha oziroma dušo, dejansko povleče, se pravi to inteligentno energijo in to je kvaliteta, se pravi človeškega bitja, kvaliteta telesa in pa kvaliteta tega je vse povezano z kvaliteto spolne energije, orgazmične energije. Karmen, jaz upam, da bom nekoč spoznala tudi tvojo hči, ker slišim, da tudi ona že uči, je najmlajša učenka Mantak Chia na svetu, ne? Ja, res je. Letos, ko so bile skupaj na Tajskem, je
napredovala iz Associate inštruktorice v mednarodno certificirano inštruktorico, najmlajšo, in je res tako se odpira, tako je predana in tudi na šoli, na gimnaziji z profesorjem sta se dogovorila, da ima enkrat na teden pri športni vzgoji, da uči te osnovne tehnike, te telesne in pa svoje punce tudi malo glede maternice in glede tega in so tako neverjetni rezultati. Ja, seveda bi rekla, sploh glede na to, da tam, ne vem, slišim, da punce v srednjih šolah kar umedlevajo zaradi menstrualnih krčev pa take stvari. Ampak zanima me, na kateri točki bi mogoče začela razmišljati o tem, da bi tudi mogoče moške kaj vključila na take zadeve. Moški radi pošljajo svoje žene k tebi na delavnice, na vse te treninge. Kaj pa moške? Bo tudi za njih kaj? Ker ti povem, se kar ozaveščajo, so že ozaveščeni, tudi njih to zanima. Ja, prva stvar je to, da ženske spoznajo moške. Tako zdaj, ko ste rekla, aha, zdaj pa vem, pa sem se ustrašila. Nisi pa me vprašala, kaj pa tukaj narediti. Ja, kaj pa narediti? Ja, in to je tisto najbolj pomembno. Ne samo, da imamo neko znanje, ampak da imamo tudi praktične rešitve. In to je tisto, kar je tako čudovito, vsaj meni pri daoizmu, ravno to, da je razumevanje in hkrati rešitev, tehnika, ki deluje takoj. Zdaj in tako in pa dolgoročno. In to je tisto, kar je nekako moj cilj, da počasi, step by step, se ženske odpirajo, da ženske začnejo, da začutijo potem svoje partnerje in potem še partnerje. Tako da ženska je dejansko tista, katera je modra in katera svojega partnerja na ženski način odpira in razsvetljuje. Te zanima rešitev? Ja, seveda, da čakam na njo. To je ravno tisto, kar je pomembno. Ker jaz sem prepričana, da moram tukaj še spucati. Kaj bi ti z praktičnega vidika, če bi ugotovila, da se tebi to dogaja, recimo? Mislim, jaz po moje, da imam zihar v nekem podzavestnem programu to manj, ker vem, da moje prednice prej so bile posiljene in vse te zadeve, tako da ne vem, verjetno, da znaš dobro samega sebe negovati. To je prva stvar, ampak konkretno, recimo, če bi zdaj ugotovila, če bi recimo imela partnera, kot ene smo govorili, da ugotoviš, da ima toliko večji penis, kot pa recimo tvoja nožnica, da imaš ti plitko, on pa dolg, konkretno. Ne vem, položaji, ki nimajo tukaj, ne? Ali kako? Položaji. Ja, prva stvar je trening nožnice. Zato, ker pomembno je, da je vhod v nožnico, ki najprej popusti, se veš, da je vhod v nožnico dobro streniran. Zato, ker dostikrat ravno zato moški penetrirajo globoko, ker nič ne čutijo in rečejo, kaj sem noter, ali sem zunaj. Aha, ja. Se pravi, to bomo z jajčki delali. To bomo z jajčki, pa tudi brez jajčk lahko delamo, a ne? To je prva stvar, da je nožnica v dobri kondiciji, da je dobro strenirana. Druga stvar pa je ta, tako si rekla, položaje. To pomeni, da je ženska tako kot zgoraj. Spravi, da je ona tista, katera tako nadzira globino voda, tako, to je ena stvar. Druga stvar pa je stvar zagorno samo prevelikem, nisem pa govorila o premalem. Ja, o premalem pa še kdaj. No, tako da to. Potem so pa še tehnike prijemov pri ženskah, katera lahko tudi to. Odlično. Najlepša hvala, Carmen Bezget iz Females Academy v naši družbi. Ja, naslednji teden v soboto delavnice z jajčki, katere se tudi sama zelo veselim. Jajček iz žada mi je bil podarjen in res komaj čakam. Sicer pa to so znanja, ki so osnovna. Preden se boste naučile zlagati prtičke, preden se bomo naučile 1001 zadevo, dajmo začeti pri osnovah in to je spolna energija, zaradi katere smo sploh tukaj. In roka na srce, premalo vemo o tem, premalo in čas je, da nabiramo znanje in seveda tudi izkušnje preko samonegovanja in da to tudi prinesemo v partnerski odnos. In Carmen Bezget je tukaj za res pravi naslov, meni je odprla mnoga vrata in verjamem, da tudi vam. Če se boste udeležili kakšne njene delavnice, se pa verjetno tam tako in tako vidimo. Amalgamske plombe, tudi cepiva konec koncev, tako da teh možnih vzrokov je več. Se pravi, na kakšen način pridejo težke kovine v organizme naših otrok.